Ni več, se ne motim, to Požban zelo ne vem kdo. A ste vam rekli tukaj v obisku, ne? Pa gledajte, mestni svet je tisti, gospod Rečko, to ne boljši vete, kot dolgoletni uradnik, da je mestni svet tisti, ki proračunske postavke spreminja. Toliko boljši. Ne pa posamezniki, kakorkoli želijo preko sredstva javnega obveščanja spreminjati in kreirati neresnico ali pa neke podobne stvari. Poglejte, še enkrat. Sredstva so zagotovljena in ni potrebne rebalans in ni potrebne dobene umetnosti, da bi ta sredstva premeščali iz ene postavke v drugo. Super, kot se lahko začeti proračuna in proračunski postavk. Zato, ker je vaša uradnica na srečanju na mesti občini Maribor povedala, da je 160 000 evrov prerasporejenih v obnov kulturnega doma Kamnica. Sporočaj medij, jaz sem prebral. Gledajte, to slišim od vas in jaz dobenega takega dokumenta nisem podpisal, to je prvo, drugič pa rebalans proračuna še ni bil sprejet. Mi smo to slišali od gospe Bolatovič. Gospa Bolatovič? Če ni rekel, da sredstva niso zagotovljena, rebalansa 2008 še ni bilo. Zakaj še tako sredstva? Po izdelanem BIP-u za prenovo in dograditev torej potrebujemo znesek, ki sem ga povedala, 309 295,73 evra. Prav iz tega razloga smo sredstva rezervirana za dokumentacije za pekarno v višini 160 000 evrov, naj poudarim, začasno prerasporedili na postavko prenova in dograditev KD Kamnica nakup notranje opreme. In z rebalansom 2008 bomo zagotovili sredstva na postavki kulturna cona pekarna v višini, kot so bila pred razporeditvijo na postavko prenova in dograditev KD Kamnica. Bomo še enkrat poudariti potrebo po dodatnih sredstvih za potrebe kulturnega doma Kamnica, vendar ostro nasprotujemo črpanju sredstev za te potrebe iz proračunskih sredstev za kulturni center Pekarna. Zakaj? Zaradi odsotnosti zaupanja in nenehnih novih informacijah, ki prihajajo strani mestne občine Maribor glede pekarne, za nakup opreme v proračunu ni bilo zagotovljenih sredstev in zato so bila ta prevešena iz postavke za kulturni center Pekarna, ker ta ne bi bilo porabljena, kot bi naj bilo dogovorjeno z uporabniki pekarne. Teh sredstev je 160 000 evrov. Zato bi prosila, če mi lahko odgovorite na naslednja vprašanja. Prvič. Zakaj ni bilo že prej zagotovljenih sredstev za nakup opreme kulturni dom Kamnica? Dejansko v letošnjem letu, ko smo pripravljali proračun, nismo vedeli za ta razpis, ki ga je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. In na nek način pač težimo k temu, da skladno z razpisi, ki so objavljeni, pripravljamo dokumentacijo in se prijavljamo. In tudi v tem primeru smo pač zaznali priložnost, da opremo za KD Kamnica, ki bo v drugem letu zaključen, torej prijavimo in nakupimo to opremo s pomočjo teh sredstev. Drugič, iz katere postavke boste vzeli sredstva, ki jih boste vrnili pekarni in prosim, da na to vprašanje odgovorite danes. Tretjič, po kakšnem ključu ima kulturni dom Kamnica prednost pred kulturnim centrom Pekarna? Zakaj ima prednost Kamnica pred pekarno? Ravno zaradi tega razloga, kot sem povedala, zaradi prijave na javni razpis. Projekte bomo naročili takoj, ko bo dejansko rebalans potrjen na mestnem svetu in objavljen v medobčinskem uradnem vestniku. Lahko zatrdim, da sem gospe Bolatovič naročila na podlagi razgovora z županom, da začne pripravljati vso dokumentacijo za izvedbo javnega naročila in potem javno naročilo za izbor izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije dejansko objavimo. Kar se pa tiče, to je res, kar je prej gospod župan povedal, sredstva na postavki za obnovo pekarne, se pravi za naročilo projektov, dejansko v letošnjem letu ne bodo porabljena, ker je rok plačila dejansko tako dolgi, da bo zapadlo plačilo v naslednje leto. Bilo je tudi vprašanje, zakaj nismo sredstev vzeli nekje druge, zakaj ravno pri pekarni. Gre za to, da smo sredstva prerasporejali v okviru dejavnosti, se pravi v okviru Urada za kulturo in na tej postavki so bila ta sredstva tudi razpoložljiva. Četrtič, teh 160 000 evrov je namreč že bilo namenjenih za pripravo dokumentacije
za pekarno, da bi se tudi oni lahko prijavili na evropske razpise, ampak ker ni bilo interesa strani mestne občine, se niso mogli prijaviti in ta denar je bil torej prenešen, oziroma bil prenešen. Zakaj ni prenos, petič, zakaj ni prenos 160 tisoč evrov narejen z rebalansom? Šestič, kakšno je zagotovilo, da pri investiciji programa Kulturni dom Kamnica bo obveljala volja mestnega sveta, če bo ta program investicije danes sprejet, glede na to, da smo 5.11.2007 sprejeli dokument identifikacije investicijskega projekta za celovito prenovo kulturne cone Pekarna v Mariboru, od katerega danes očitno ni ostalo nič kot samo polemike in kar dokazuje, da se požvižgate na voljo mestnega sveta, kateremu najprej predlagate gradivo v sprejem, nato pa se zadeva nekako tako zmanipulira, da se prikaže kot, da ne vem, ni bilo sprejeto in potem pridete pred mestni svet z novo identifikacijo dokumenta za nek drug objekt in v obrazložitvi pač napišete, da sredstva predvidenih za nakup opreme v proračunu ni bilo zagotovljenih, zato ste jih prenesli iz kulturne cone Pekarna, saj zaradi dogovora z uporabnikom v letošnjem letu ne bodo porabljena. Sedmič. Zakaj niste pripravili nekega dokumenta, ki bi jasno opredeljeval, kje v proračunu bo denar ostal in bi si ga izposodili tam, ne pa da ga jemljete prav pekarni. To je namreč zelo zanimivo. In osmič, s kakšnimi zagotovili se bo denar z rebalansom pekarni vrnil in se ne bo zgodil na koncu stavek, ups, zmanjkalo je denarja, ups, zmanjkalo je denarja, ups, zmanjkalo je denarja.